Pravkar sem našel to zapuščeno trgovino za hišne ljubljenčke, ki je polna živali, ki so jih pustili tukaj, da umrejo. Moj cilj je rešiti vsako žival, ki je tukaj, preden bo prepozno. In nimajo več veliko časa. Veste, pred nekaj tedni sem naletel na oglas na spletu, kjer je nekdo prodajal zapuščeno trgovino za hišne ljubljenčke. In sprva sem si mislil, zakaj bi kdo kupil zapuščeno trgovino za hišne ljubljenčke. Ampak ko sem nadaljeval z brskanjem, sem ugotovil, da je v notranjosti še vedno ogromno živali in nihče ne skrbi zanje. Zato sem takoj opravil hiter telefonski klic. In po pogovoru z lastnikom sva se dogovorila. In zdaj sem jaz lastnik trgovine za hišne ljubljenčke. Ja, kupil sem še eno zapuščeno trgovino za hišne ljubljenčke. Zakaj to vedno znova počnem? Če se spomnite, sem pred približno enim letom kupil drugo zapuščeno trgovino za hišne ljubljenčke, ampak tista je bila precej manjša. Kot lahko vidite, je ta ogromna in ima veliko več živali. In glede na to, kar sem videl na spletu, so bile živali, ki so jih imeli, izjemno redke in celo smrtonosne. Tako da mislim, da lahko rečem, da to ni običajna trgovina za hišne ljubljenčke. Začel sem z iskanjem in potem, ko sem hodil naokoli, sem ugotovil, koliko različnih ograd je bilo. In nisem imel pojma, kje naj začnem. Potem pa sem v kotu opazil ribnik z napisom "Pošastne ribe za $300." Fantje, nisem prepričan, če je tukaj še kakšna pošastna riba. Voda je zelo motna in ne vidim ničesar. Ampak verjetno je edini način, da ugotovim ta, da začnem loviti z mrežo naokoli. Tako sem naredil prvi zajem in takoj sem začutil nekaj velikega. Mislim, da smo nekaj ujeli. Ni mogoče, fantje. Poglejte to. No, zdaj pa zagotovo vemo, da je tukaj še vedno riba. To tukaj se imenuje jaguarjeva ciklida in so res kul. Vendar ima zelo ostre zobe. Zato moramo biti pri držanju zelo previdni. Čeprav je to res nora najdba, zagotovo ni vredna toliko denarja, kar pomeni, da mora biti tam notri še nekaj drugega. Zato sem nadaljeval in ni mi vzelo dolgo, da sem ujel še nekaj drugega. O, imamo še eno ribo. Poglejte to, fantje. Ta je precej manjša od jaguarja, ampak je v resnici veliko bolj redka. To se imenuje žirafji som in dejansko lahko zrastejo precej veliki. Vendar jih naredi res posebne ta čudovit vzorec po celem telesu, kar jih tudi naredi izjemno drage. Ampak še vedno ne mislite, da je to tista riba, ki stane $300. Torej, dajmo tega fanta spraviti v hladilno skrinjo in bomo nadaljevali z iskanjem. Potem sem naredil še nekaj metov z mrežo, ne da bi kaj ujel, in začel sem izgubljati upanje. Potem pa sem naredil še en zajem, in ko sem ga vlekel ven, sem opazil ne eno, ampak 2 ribi. Če niste vedeli, je ta trgovina za hišne ljubljenčke dejansko zapuščena že več kot mesec dni, kar pomeni, da te živali niso bile hranjene zelo dolgo, zato je ta tigrasti lopatasti som tako suh. Sinodontis je pravzaprav zelo debel, tako da očitno nekako dobro je. Ampak to je razlog, zakaj sem kupil ta kraj. Tako lahko rešimo vse živali in jim damo boljši dom. Za zdaj jih spravimo v hladilnik in bomo videli, če najdemo še kakšno. O, moj bog, Bobby, glej, tam je ena. Mislim, da jo vidim. Daj, pojdi v mrežo. Ja, mislim, da jo imamo. Mislim, da je to klonska nožnica. Dobro oko, Helen. Počakaj, pravkar sem ugotovil, da je cela ta stena prozorna. Tako bi lahko samo pogledali noter, če je kakšna riba. To bi bilo verjetno veliko lažje. Ampak kakorkoli, to je še ena res nora najdba. To je kraljevska klonska očesna riba in je daleč najdražja riba, ampak dejansko vidim tam noter še nekaj drugega. In če je to, kar mislim, da je, te bo sezulo. Ampak čeprav smo ga lahko videli, je bila ta riba izjemno hitra in ni bilo lahko jo ujeti. Oh, dajno, skoraj sem ga imel. Počakaj malo, poglej, še vedno imamo nekaj, fantje. To ni riba, za katero smo lovili, ampak to tukaj je hibrid rdečerepega soma in tigrastega lopatastega soma. In ti fantje zrastejo ogromno, ampak v tem majhnem ribniku ne bo zrasel tako velik. In tako kot vse druge ribe je tudi on izjemno suh. Zato je dobro, da smo ga pravkar rešili. Potem mi je uspelo ujeti še nekaj rib, vključno z albino pakujem, velikim bišerjem in mladičem lime lopatastega soma. Ampak to, kar sem našel naslednje, je bilo veliko bolj noro. Ni mogoče. Je to guh som. Fantje, pravkar smo ujeli dobesedno ribo, ki lahko poje človeka. Ti primerki lahko zrastajo do 3,5 metra in imajo izjemno ostre zobe, podobne kot morski psi. Ugibam, da je bila to tista riba za $300, ampak še vedno ne vemo, katera je bila tista albino riba, ki smo jo videli prej. Mislim, da bi morali tega tipa dati v hladilno skrinjo in potem bomo poskusili ugotoviti, katera je tista skrivnostna riba. Takoj sem ga lahko opazil skozi opazovalno okno. In potem, ko sem ujel še nekaj drugih rib, sem ga uspel dobiti. Ja, fantje, končno smo ga dobili. Že dolgo časa sem poskušal ujeti to ribo, ampak je bilo vsekakor vredno, ker je to albino pljučar. Morda se motim, ampak sem precej prepričan, da je to vredno veliko več kot 300. Mislim, najti albino pljučarja je izjemno redko. Ampak kakorkoli, to je zagotovo najbolj nora stvar, ki smo jo do zdaj našli. Ampak šele začeli smo
In imamo še celo trgovino za hišne ljubljenčke za raziskati. Torej, gremo naprej. Takoj poleg ribnika sem opazil velik terarij za plazivce in bilo je precej očitno, kaj je notri. Pozor, bradate agame. Ne odgovarjamo za poškodbe ali smrt. Bradate agame niso smrtonosne, kaj ne? Ne vem, mislim, da bomo izvedeli. Počakaj malo. Tam notri so 3. O, bog, res upam, da me ne bodo napadle. Najprej bom poskusil z manjšo, zdi se precej prijazna. Evo, fantje, ujeli smo bradato agamo. Ti kuščari so res nori na pogled in so daleč moji najljubši kuščari. Mislim, da lahko rečem, da niso agresivni. Poskusimo ujeti še ostale. Eno za drugo sem odstranil vse bradate agame iz terarija, potem pa sem ugotovil, da imamo velik problem. Fantje, raziskali smo le nekaj terarijev in že smo rešili kup živali. Mislim, da jih je tukaj notri na stotine in nimam pojma, kako jih bomo vse rešili, ampak moramo poskusiti. Torej, dajmo te bradate agame spraviti v posodo in bomo nadaljevali z raziskovanjem. Naslednje je bilo nekaj manjših terarijev in nisem imel pojma, kaj je v njih. Tukaj je lahko dobesedno karkoli in ne bom lagal, malo sem živčen. Sploh ne vidim, da bi se kaj premikalo. Upam, da karkoli je bilo tukaj notri, ni poginilo. Previdno sem vzel ven prvo terarij in sprva nisem videl ničesar, potem pa sem opazil nekaj velikega, ki se skriva pod umetno skalo. V redu, zdaj bom to dvignil. Gremo. 3, 2, 1. O, bog, to je kača. Velika kača je. Fantje, nimam pojma, katera vrsta je to, ampak upam, da ni nevarna. Au! O, moj bog, pravkar me je poskušala ugrizniti. Ste videli to? Ja, kot ste lahko videli, sem tukaj paničaril. Ta kača je bila izjemno agresivna in ni bilo možnosti, da bi jo ujel samo z rokami, ampak sem dobil idejo. Počakaj, dejansko smo zdaj v trgovini za hišne ljubljenčke. Pojdimo tja, kjer imajo vse izdelke, mogoče imajo kaj, kar nam bo pomagalo ujeti to kačo. Kaj za vraga je vse to? Zakaj je tukaj toliko nalepk? Prosim, ne dotikajte se. V redu, postajam raztresen. Nazaj k nalogi. Videti je, da imamo tukaj kup hrane za ribe. Imamo okraske. O, evo ga, poglej to. Točno to, kar smo potrebovali. Imamo kavelj za kače. Ali sploh veš, kako se to uporablja? Ja, seveda, jasno. Samo ujameš jih tako. Samo ujameš jih s kavljem. No, kot lahko vidite, nimam pojma, kaj počnem, ampak vseeno sem poskusil in ni mi vzelo dolgo, da sem ujel kačo. Poglejte to, fantje. Ujel sem jo. V redu. O, ni zadovoljen. O, ne ugrizni me. Ne ugrizni me. V redu. Samo spravili ga bomo v posodo. Pojdi nazaj noter. Pojdi nazaj noter. V redu. To je bilo napeto. Če ste mislili, da je bilo to noro, bomo kasneje v videu našli kače, večje od mene. Ampak prej moramo rešiti še veliko drugih živali, zato gremo naprej. Na prvi pogled ne vidim ničesar, morda pa je pod tem hlodom. Kaj za vraga je to? Fantje, mislim, da imamo neko vrsto kuščarja. Nimam pojma, kakšen kuščar je to, ampak očitno ta trgovina je res specializirana za redke živali. Kakorkoli, to je res super najdba. Dajmo ga spraviti v posodo. No, vsaj vemo, da v vseh teh terarijih niso samo kače. Poglejmo, kaj je v tem. Halo, je kdo tukaj notri? Potem, ko sem prekopal zemljo in razkopal celoten terarij, sem končno nekaj našel. Poglejte to, fantje. To je neka vrsta žabe. O, moj bog, ni čudno, da sem ga tako dolgo iskal. Videti je kot list. Fantje, bom kar ugibal in rekel, da se to imenuje listna žaba ali nekaj takega. Ja, preveril sem. Točno tako se imenuje. Dal sem ga v posodo in potem sem naletel na nekaj norega. O, kaj je bilo to? Fantje, prepričan sem, da sem pravkar videl še eno kačo. Zakopala se je tukaj v zemljo. Poglejmo, če jo lahko najdemo. O, mislim, da sem jo pravkar začutil. V redu, to je zagotovo kača, fantje. O, tam je, prav tam. O, moj bog, imam jo. Verjetno ne bi smel držati kače, če ne vem, katera vrsta je, ampak sem skoraj prepričan, da je tole koruzna kača, tako da bi morali biti v redu. To je druga kača v tem videu, vendar imam občutek, da jih bo še veliko več. Naslednja je bila še ena ograda, vendar v njej nisem našel ničesar. Zato sem šel do naslednjega terarija in takoj sem nekaj opazil notri. Poglejte to, fantje. Imamo še enega kuščarja, ampak ta je grebenasti gekon. Ti gekoni so res cool in so pravzaprav precej pogosti hišni ljubljenčki. Zato me ne preseneča, da smo ga našli tukaj. Vendar pa je ta res velik in zelo barvit. Tako da je dobro, da smo ga rešili. Ker je bil to zadnji terarij na polici, je bil čas, da nadaljujemo z raziskovanjem trgovine za hišne ljubljenčke. In kar smo našli naslednje, je bila do zdaj najbolj smrtonosna žival. V redu, na tem akvariju je veliko opozorilnih znakov. Pozor, ribe, ne odgovarjamo za poškodbe ali smrt. Prosim, ne dotikajte se in ni naprodaj. To je malo zaskrbljujoče.
Sploh ne vidim ničesar. Je kdo tukaj notri? O, počakaj. O, moj bog. Je to levja riba? Fantje, tukaj sta dva. Če ne veste, kaj je levja riba, naj povem, da so izjemno strupeni in imajo zelo ostre bodice po celem telesu. Zato bomo morali biti zelo previdni pri lovljenju. No, očitno jih ne moremo jeti z golimi rokami, ampak ker smo v trgovini za hišne ljubljenčke, sem prepričan, da bomo našli nekaj, kar nam bo pomagalo. Tako sem se vrnil tja, kjer so bili izdelki, in uspelo mi je najti mrežo, ki bi bila popolna za ulov levje ribe. V redu, evo ga. Mislim, da smo enega ujeli. Poglejte to, fantje. Vem, da so nevarni, ampak so res lepi. Ne vem, kaj naj naredim. Še nikoli nisem držal levjo ribo v rokah. Mislim, da ga bomo previdno dali v vedro. In že gre. V redu, enega smo ujeli, ampak tam je še eden. In mislim, da je malo večji od prejšnjega. O, ta je pa res divji, fantje. Umiri se, samo poskušamo te rešiti. Tega je bilo veliko težje ujeti in ni pomagalo, da mi je pljusknil slano vodo v oči. Ampak na koncu smo ga ujeli in ga dali v vedro k drugemu. No, to je trajalo veliko dlje, kot sem pričakoval. In te živali nimajo več veliko časa. Zato hitro pojdimo do naslednje ograje in poglejmo, kaj lahko tam najdemo. Kot lahko vidite, je ta ograja precej drugačna od ostalih, kar pomeni, da tu verjetno ni kuščarja ali kače. Videti je, kot da bi tu živel kakšen glodalec ali celo sesalec. Tako da res nimam pojma, kaj bomo našli. Sprva nisem videl ničesar, a ko sem pogledal pobližje, sem opazil, da se nekaj premika. O, prihaja proti meni. O, moj bog, živjo. O, si prijazen. Ljudje, kaj za vraga je to? Nimam pojma, kaj je, ampak je čudovit. Počakaj, mislim, da imajo njegovo ime tukaj napisano. Počakaj, Mario in Luigi, sta dva. Kje je drugi? Se tvoj mlajši brat skriva? Počakaj, mislim, da ga čutim. Ne morem verjeti, poglejte to. O, moj bog, imamo dva od teh biti, karkoli že sta. Malo sta podobna sviscem, ampak zakaj bi? Zakaj bi tukaj prodajali svisce? Ne vem, ljudje, ta trgovina za male živali je nora. Če kdo od vas ve, kakšne živali so to, prosim napišite spodaj v komentarjih. Ampak res sta prisrčna. Tako sem vesel, da smo jo rešili. Zdaj. Priznam, da sem se malo zamotil z igranjem z Marijem in Luigijem. Ampak potem je eden od njiju dejansko pobegnil in me odpeljal do naslednje ograde, ki je bila polna žev. Ker je bila voda tukaj res motna, sem moral uporabiti roke, da sem otipal okolico. Zato moram biti zelo previden, da me ne ugriznejo. O, nekaj čutim. O ja, poglejte to, fantje. Že imamo želvo in je albino. Prepričan sem, da je to rdeča vratka in še precej velika. Počakaj, čakaj, te prodajajo za 400. No, mi smo jih pravkar dobili za stonj. No, ni ravno za stonj. Še vedno si plačal veliko denarja za trgovino za živali. Oh, dal sem želvo v posodo in potem so se stvari začele odvijati. In sem našel želve na vsakem koraku. Ni mogoče, fantje, tukaj je toliko želv, pravkar smo ujeli še dve in še vedno vidim kup želv tam spodaj. Wow, poglejte, kako umazan je oklep te želve, fantje. Res ni mogoče vedeti, koliko časa je minilo, odkar je kdo skrbel zanje, ampak če sodim po oklepu te želve, je minilo že kar nekaj časa. Če vas zanima, kaj bomo naredili z vsemi temi živalmi, ki jih rešujemo v tem videu, v bistvu bom obdržal vse nore in redke živali, še posebej te tukaj. Kar se tiče drugih živali, jih bom nekaj podaril vam. Zato ostanite z nami do konca videa, če želite izvedeti, kako lahko dobite kakšno od njih. Vlekel sem ven vedno več želv, vključno z navadnimi, albino in celo majhnimi mladički. In potem, ko sem ujel prav vsako izmed njih, je bil čas, da se premaknem na naslednjo ogrado, kjer so bile do zdaj največje in najbolj strašljive živali. O, moj bog, v redu. No, tukaj zagotovo ni skrivnosti, kaj je notri. Tukaj je ogromen kuščar. Videti je kot azijski vodni varan, ki smo ga kupili na temnem spletu, ampak ta je veliko večji. In precej prepričan sem. Znani so potem, da so lahko zelo prijazni ali pa zelo agresivni, tako da bomo zdaj ugotovili, kakšen je ta. To je bilo izjemno tvegano, ker imajo ti kuščari zelo ostre zobe in so dejansko strupeni, zato ugriz ne bi bil dober. V redu, prijatelj, sprosti se, tukaj smo, da ti pomagamo. O bog, o sika. V redu, to ni dobro. Naj ga samo poskusim prijeti. Ne vem, kaj naj naredim. Fantje, pridite sem, prijatelj. Okej, mislim, da ni prijazen. O, mislim, da ni prijazen, fantje. Mislim, da ni prijazen. Samo poskuša me ubiti. Trenutno se tresem. V redu, no. Očitno moram nazaj tja, kjer so vsi izdelki. Mogoče bodo imeli, recimo, kakšen lovilec kuščarjev ali kaj podobnega. Kaj je sploh lovilec kuščarjev? Ne vem, v redu. Zdaj res ne vem. Nisem točno vedel, kaj iščem. Potem pa sem naletel na par debelih rokavic, ki jih uporabljajo za lovljenje velikih kač. In čeprav jih bomo verjetno kasneje potrebovali, sem pomislil, da jih morda lahko uporabim tudi za ulov kuščarja. V redu, sploh nisem živčen.
Mogoče. No, mogoče malo. Upam, da so te rokavice dovolj debele, da preprečijo ugriz, ker res nočem v bolnišnico. V redu, lepo počasi. V redu, imam ga. Počakajte, ne grize me, fantje. O moj bog, rokavic sploh nisem potreboval. Oh, mislim, da me zdaj poskuša ugrizniti, fantje. Ta stvar je tako močna. Je dobesedno sama mišica. Iskreno ni tako agresiven, kot sem mislil, da bo. Prepričan sem, da je bil samo prestrašen, ampak zdaj, ko smo ga spravili ven, mislim, da ve, da smo ga rešili. Torej ga bomo zdaj dali v posodo. Evo ga, wow, komaj gre noter. To je bilo napeto, kot ste lahko videli. To je bila zagotovo največja žival, ki smo jo našli. Ampak verjeli ali ne, kasneje v videu bomo našli še večje. Ampak za zdaj. Premaknil sem se do naslednje ograde in takoj sem nekaj opazil. Oh, vidim še enega kuščarja. Ta je sicer precej manjši. Prepričan sem, da je to Uromastix. In te živali so v bistvu kot mali zmaji, sem kar prepričan. Enega smo našli v drugi zapuščeni trgovini za hišne ljubljenčke, ampak tisti je bil rdeč, ta pa je rumen. Vendar ne izgleda najbolje, je zelo suh in se skoraj ne premika. Ampak videl sem, da še vedno diha, tako da mislim, da smo ga našli ravno pravi čas. Zdaj. Do te točke smo raziskali približno 25% trgovine za hišne ljubljenčke. Torej imamo še dolgo pot pred sabo. In živali bodo postajale vedno bolj nore in nore. Odprl sem naslednjo ogrado in sprva nisem našel ničesar, ampak ko sem pogledal pobliže, sem ugotovil, da se žival skriva na očitnem mestu. O moj bog, to je kameleon. Zato ga nismo mogli najti. Ves čas se je skrival tam. Poglej, kako je majhen. O moj bog, kako je prikupen. Obožujem kameleone. So ena mojih najljubših živali in iskreno nisem presenečen, da smo ga našli. Mislim, vsaka trgovina za hišne ljubljenčke mora imeti kameleona. Vendar pa je bilo tisto, kar smo našli naslednje, veliko bolj redko. Kaj za vraga je to, fantje? V tej ogradi je še en kuščar, ampak izgleda res nenavadno. Definitivno bom potreboval pomoč pri prepoznavanju tega, zato če veste, kakšen kuščar je to, komentirajte spodaj. Ta trgovina za hišne ljubljenčke je res nora. Skoraj vsaka druga žival tukaj je nekaj, česar še nikoli nisem videl. Vzel sem kuščarja, ga dal v posodo in šel naprej do naslednjega akvarija. Bil sem malo nervozen. Ne vem zakaj, ampak imam močan občutek, da bo tukaj notri kača. Ampak verjetno je edini način, da izvem, da dvignem tisto skalo. O moj bog, točno sem vedel. To je še ena kača in ta je velika. Gremo. O moj bog, si videl to? Skočil je proti meni. Okej. O, pravkar je lulav. Pravkar mi je lulav na obraz. Mislim, da mi je šlo v oko. Okej. Mislim, da bi ga morali dati v posodo, preden me ugrizne. Fantje, ta stvar je čisto ponorela. To so že 3 ali 4 kače in fantje, nočem vas prestrašiti. Ampak precej sem prepričan, da imajo tiste posode, ki smo jih prej videli z nalepkami, notri ogromne kače. Tako da se tega res ne veselim. Ampak imeli smo še ogromno drugih terarijev za pregledati, zato sem nadaljeval. Zdaj. Ta naslednji akvarij je bil izjemno umazan, zato je bilo težko najti, kar je bilo notri. Ampak na koncu mi je uspelo in bilo je nekaj norega. Videti je kot nekakšen skink, ampak nimam pojma, katera vrsta je. Je pa res zelo lep. O, kaj je bilo to, fantje? Mislim, da je še eden tukaj notri. O, tam je, prav tam. O moj bog, poglejte to, fantje, ujeli smo ga. Ti fantje so res kul, poglejte njihove barve. Če kdo ve, katere vrste kuščarjev so to, prosim napišite spodaj v komentarje. To sta še 2 živali, ki smo ju rešili. Vendar pa nas čaka še veliko dela. V redu, tole izgleda kot ograda, v kateri je bil kameleon, tako da je morda še eden tukaj notri. O, počakaj, nič od tega, to ni kameleon. O moj bog, poglej to stvar, čisto ponorela je. Pridi sem, prijatelj. O moj bog. Ne. Zdaj, potem ko sem tega kuščarja lovil po celi trgovini, sem ga končno uspel ujeti. In ko sem ga bolje pogledal, sem ugotovil, da je to velikanski dnevni gekon. In bil je največji in najbolj pisan, kar sem jih kdaj videl. Tako da je res dobro, da smo ga rešili. Posode so se hitro polnile in živali so bile vse redkejše in pri tem se ni ustavilo. Naj uganem, tukaj je še ena kača, super, veš kaj? Naj kar pripravim kavelj za kače. Tokrat. Gremo, 3, 2, 1. O ja, evo ga, spet je kača. Veste kaj, fantje? Mene to sploh več ne preseneča. Ta trgovina za hišne ljubljenčke je polna kač in ta je res velika, zato moramo biti zelo previdni. Odločil sem se uporabiti kavelj za kače in po nekaj poskusih mi ga je končno uspelo ujeti. O, ujel sem ga. V redu, to je velika kača. Fantje, o moj bog, v redu. Ne, mirno. To je še ena kača. Ne vem, katera vrsta je, zato upam, da ni strupena. To ne bi bilo dobro. O moj bog, približuje se mi. O, čakaj, kaj za vraga je to, fantje? V redu? Mislim, da bi ga morali dati v posodo, ker dejansko lahko vidim, kaj je v naslednji ogradi in to me je malo navdušilo.
To je kup majhnih mladičev varanov. Veste, tistega zmaja, ki smo ga ujeli prej. Ti mali fantje bodo zrasli v tistega. Tukaj vidim dva. Evo jih. Imamo jih. O moj bog, poglejte, kako so prikupni. Noro je pomisliti, da bodo ti mali fantje zrasli v 3 metre dolge kuščarje. To je malo strašljivo za pomisliti. Počakaj, mislim, da vidim še enega. Ni mogoče, poglejte to, fantje. Zdaj imamo pravo malo vojsko teh kuščarjev. Kot lahko vidite, smo te prave zmaje našli na vsakem koraku. Ampak tu se ni ustavilo. Ko sem šel do naslednje ograde, sem opazil še enega in bil je precej večji. Ni šans, ljudje, ovratničasti zmaj za 1500. Vedno sem si želel ovratničastega zmaja. In če se spomnite, sem dejansko poskušal kupiti enega v videu o temnem spletu, ampak so me ogoljufali. Tako da najti enega v zapuščeni trgovini za hišne ljubljenčke je noro. O moj bog, in je ogromen. Poglejte, kako velik je zdaj. Vem, da so tile lahko malo agresivni, zato upam, da me ne bo ugriznil. Daj no, prijatelj, samo poskušam te rešiti. Gremo, lepo počasi. O moj bog, ljudje, to je ogromen ovratničar. To je največji, kar sem jih kdaj videl. Na prvi pogled ta kuščar izgleda popolnoma zdrav, ampak zdi se, da ima v resnici zlomljen hrbet, kar pojasnjuje, zakaj ni poskušal pobegniti. To je res žalostno, ljudje. Ne vem, morda ga bomo morali odpeljati k veterinarju, ampak mislim, da je še vedno živ, kar je dober znak. To je zagotovo moja najljubša žival, ki smo jo do zdaj našli. Ne morem verjeti, da imamo domačega ovratničarja in je ogromen. V redu, previdno ga dajmo v to posodo. O moj bog, komaj gre noter. Povem vam, ta stvar je velikanka. Tako, v redu, gremo naprej. Kdo ve, kaj bomo še našli, fantje? Zdi se, da smo skoraj raziskali celoten ta del trgovine za živali, ampak še vedno vidim ogromno živali. Zato se moramo pohiteti. O moj bog, mislim, da so tukaj raki samotari, poglejte to, to je tako kul. Gredo v svoje školjke. Daj no, fantje, samo poskušam vas rešiti. Tukaj je 1, 2 in 3. Tam je tudi kup praznih školjk. Ne vem, ali je to zato, ker so nekatere poginile, ali pa so to samo dodatne školjke, ampak kakorkoli. Rešili smo 3 rake samotarje. Dal sem jih v posodo in šel naprej. Stvari pa so postale še bolj nore. Ni mogoče, poglejte, fantje. Na listu sedi majhna drevesna žaba. Tukaj sem gledal dobrih 10 minut in nisem videl ničesar. To samo kaže, kako dobra je njegova kamuflaža. Zdaj pa pravo vprašanje, katera vrsta drevesne žabe je to? Ujel sem jo, neverjetno, fantje. Je to rdečeoka drevesna žaba? Mislim, ima rdeče oči, tako da bi to imelo smisel, ampak poglejte, kako je zdaj pisan. Ko je sedel na listu, je bil popolnoma zelen. In to je obrambni mehanizem, ki jim omogoča, da se zlijejo z okolico, medtem ko spijo, ko pa so budni, izgledajo popolnoma drugače. Mislim, poglejte, kako žive so te barve. To je res super najdba. In tukaj se ni končalo. Potem sem opazil manjšo mizo, polno še več živali. Ampak bil je velik problem. Bile so v teh zelo majhnih lončkih brez hrane ali vode. Zato samo upam, da so še žive. Začnimo kar s temle tipom. Zdaj imamo majhnega gargoljskega gekona za $100. Ne vem, kako dolgo je bil v tem majhnem lončku, ampak na srečo je še živ. Ne skrbi, prijatelj, dali ti bomo veliko boljši dom. Zdelo se je, da je bil v vsaki posodi na tej mizi nekakšen gekon in postajali so vedno bolj nenavadni. To je še en dnevni gekon. Ampak ta izgleda popolnoma drugače kot prvi, ki smo ga našli. Si v redu, prijatelj? Tukaj smo, da te rešimo. Živjo. O moj bog. O ne. Se hecaš? Kaj je s temi mrtvimi gekoni in njihovim poskušanjem pobega? Na srečo mi ga je uspelo izslediti in sem ga spravil v posodo. Potem sem nadaljeval z iskanjem. Enega za drugim sem reševal vedno več kuščarjev, vključno s kupom leopardih gekonov in temi tukaj, za katere sploh nisem vedel, kaj so. Au! O moj bog, oba me grizeta. Zakaj me grizeta? Saj vaju rešujem. Potem pa sem naletel na skrivnostni akvarij, ki je bil napolnjen z vodo. Nekaj mi pravi, da tukaj notri ni gekona. No, upam, da karkoli je notri, me ne bo ugriznilo. Nekaj čutim. Kaj je to? O moj bog. Ni mogoče. To je majhna mlada želva hlastača. Verjetno ne bi smel dati rok tja noter. Lahko bi mi odgriznila kos prsta. Ampak to je res kul. Imamo svojo malo želvo hlastačo. Dajmo ga spraviti v to posodo in nadaljujmo. Saj imamo še več kot polovico trgovine za hišne ljubljenčke za raziskati. Ko sem šel do naslednje ograde, sem opazil nekaj povsem nepričakovanega. O moj bog, fantje, tukaj so zajčki. Tako so prisrčni. Živjo, fantje, prišli smo, da vas rešimo. Ali jih preprosto poberem? Fantje, o zajčkih ne vem ničesar. Ojoj, živali lahko ugriznejo ali brcnejo. To ni dobro. Ampak kljub opozorilnemu znaku sem jih moral poskusiti pobrati, da jih rešim. Ojoj, o moj bog. V redu. Ja, znak ne laže. Res brcajo. V redu, imam jo. Malo se je umirila. Nič, v redu.
Wow, kako je živahna, ampak poglejte, kako je prisrčna. O moj bog, tako zelo jo imam rad. Bobby, kaj pa delaš? Moramo iti naprej. Oprosti, ampak tako je prisrčna. Ne moram je nehati božati. V redu, dajva jo spraviti v to škatlo, ker morava ujeti še eno. Izvoli, srček. V redu, tukaj je druga. Si prijazna? O moj bog. Fantje, mislim, da jih moramo obdržati. Tako so ljubki. Tako mi jih je žal. Nimajo hrane, nimajo vode in iskreno povedano ne dišijo najbolje, ampak še vedno so živi. To je vse, kar šteje. In dali jim bomo veliko boljši dom. To so bile zagotovo najbolj prikupne živali, ki smo jih našli. Ampak verjeli ali ne, kasneje v videu bomo našli nekaj še bolj prikupnega. Najprej pa poglejmo v blagajno, če so pustili kaj denarja. Mislim, no, saj veste, moral sem preveriti. Pokaži mi denar. O, $20. Wow, to je super. Kaj pa škatla za napitnine? Se hecaš? Ena sama centa? To je smešno. Počakaj malo, pozabi na cent. Kaj je to? Fantje, tukaj na pultu je nekakšen terarij, ampak ne vidim ničesar. In razlog, da nisem ničesar videl je, ker je žival tukaj notri mojster kamuflaže. Počakajte malo, mislim, da jo vidim. To je bogomovka. Ves čas je bil tik pred mojim obrazom. To je tako kul. Videti je kot palica. Fantje, mislim, da je to največja bogomovka, kar sem jih kdaj videl v živo. Je to prvi insekt v videu? No, tudi če je, zagotovo ni zadnji, ker ravno zdaj gledam velik znak, na katerem piše žuželke. Ja, tja zagotovo nočem iti. Ampak, čeprav sovražim žuželke, sem jih moral rešiti. Zato sem se soočil s svojimi strahovi in začel iskanje. V redu, videti je, da imamo kup mokarjev. Mislim, to ni preveč strašljivo. To je samo hrana za živali. Poglejmo, kaj še imamo. O, v redu. Ne, dovolj imam. Kaj za vraga je to? Mislim, da je to stonoga, ampak to je največja prekleta stonoga, kar sem jih kdaj videl. Počakaj malo. Ali tam piše? 350. Oprostite, ampak kdo za vraga bi dal $350 za stonogo? Čeprav je bilo to že dovolj strašljivo, nisem vedel, da je ta stonoga dejansko ena najbolj strupenih vrst na svetu. V redu. Previdno odpremo pokrov. Tako sem živčen. O, ne, to ni dobro, fantje. Imamo ogromno stonogo, ki teka po trgovini. Kaj naj naredim? Hitro sem zagrabil mrežo in se pognal za njo. In prav tukaj sem ugotovil, kako velika je ta stonoga. O, človek, niti v mrežo ne gre. V redu, imam jo. O, moj bog, kje je posoda? Notri pojdi. Pojdi v lonček. V redu, uspelo je. To je bilo napeto. Mislim, da se lahko vsi strinjamo, da odpiranje pokrova verjetno ni bila najboljša ideja. Ne vem, zakaj sem to naredil. Odločil sem se, da ga preprosto odložim, ker je bilo še toliko posod in žuželke so postajale vedno bolj nore. V redu. Imamo še eno veliko posodo, zaradi katere sem živčen. O, moj bog. To je ogromen škorpijon. Poglej, kako velik ima želo. To mora biti največji škorpijon, kar sem jih kdaj videl. Nisem niti vedel, da lahko zrastejo tako veliki. Ampak veš kaj? Nisem tako prestrašen kot pri stonogi. Naj ga poskusim prijeti. Je to slaba ideja? Ja, verjetno je bila to slaba ideja, ampak sem si nadel rokavice in ga previdno pobral. Priznam, malo bolj strašljivo je, ko mi hodi po roki. O ne, zdaj mi leze po rokavu. To ni dobro. Kaj naj zdaj naredim? Pravzaprav paničarim. Kje je mreža? Kje je mreža? Pojdi dol z mene. O moj bog, zdaj me bo pičil. Zakaj to sploh počnem? V redu, uspelo je. O moj bog, skoraj sem doživel srčni napad. To je bilo res strašljivo. V redu, veš kaj? Samo spraviti ga moramo v posodo. Dal sem ga nazaj v njegovo škatlo in nadaljeval. Naslednje je bilo nekaj manjših posodic. Pa poglejmo, kaj je v tej. O bog, to je tarantela. O ne, poskuša pobegniti, to ni dobro. Zakaj te posode nimajo pokrovov? Ker nimajo pokrovov, to pomeni, da moramo ves ta mrčes prestaviti v te posode. Moramo biti zelo previdni. O ne, o moj bog, oprosti, prijatelj, sovražim žuželke. Ne morem tega narediti. Zakaj me siliš v to? Samo pojdi v posodo, poskušamo te rešiti. V redu, gremo. Mislim, da bo to uspelo. Evo, fantje, zdaj se sploh več ne šalim. Mislim, da bom doživel srčni napad, pa nas čaka še toliko dela. Ko sem odprl naslednjo posodo, sem takoj opazil še enega insekt in ni bil zadovoljen. O moj bog, pazi, šprica kislino. Ja, prav ste slišali. Ta žuželka me je pravkar poškropila s kislino. Imenuje se Vangarun. In to vem zato, ker smo enega dejansko kupili za video o smrtonosnih živalih, ampak tisti me ni poškropil s kislino. Prepričan sem, da moram iti po sončna očala ali kaj podobnega, ker če mi ta kislina pride v oči, lahko dejansko oslepim. Ko sem si nadel očala,
sem lahko previdno odstranil Vangaruna iz njegovega terarija. Če pogledate tisti res dolg želo tam dejansko pride ven kislina. Verjetno tega ne bi smel usmerjati proti Heleni. Oprosti. Poglej to. Pravkar je spet to naredil. O moj bog, lahko ga zavoham. Dejansko diši po belilu. V redu. Spravimo ga v posodo, preden se to slabo konča. Nato sem odprl še nekaj posod in našel še nekaj škorpionov, vključno s tem ogromnim. Potem pa sem naletel na nekaj veliko bolj strašljivega. Kaj za vraga je to, ljudje? Nimam pojma, kakšen pajek je to, ampak ne izgleda prijazen. O, bog, in poskuša pobegniti. Prosim, samo pojdi v posodo. V redu, pa smo ga dali noter. Wow, to je bilo veliko lažje, kot sem mislil, da bo. Če kdo ve, kakšen pajek je to, naj prosim napiše v komentarje spodaj. Ampak za vsak slučaj, če je zelo strupen, ga zagotovo ne bom držal v roki. Ker so se posode hitro kopičile, mi je ostalo le še nekaj žuželk. To je še en škorpion. Zakaj jih je tukaj notri toliko, ljudje? To je noro. Prepričan sem, da je to še en črni gozdni škorpion, ampak tam spodaj dejansko vidim nekatere, ki izgledajo popolnoma drugače. Kmalu bomo prišli do tistih, ampak za zdaj imamo še nekaj drugih posod za pregledati. 3, 2, 1. O moj bog, saj se šalite. Še več tarantul. Točno to sem si želel. Človek, tile so tudi veliki ljudje. To je tako strašljivo. O, premika se. Ne delaj tega. Ne delaj tega. Pojdi nazaj noter. O, bog. O, ne, pretepajo se. O, ne, pretepajo se. O, moj bog, ljudje, to ni dobro. Nehajta, vidva. Nehajta. Tako, zdaj. Vidva, narazen. No, danes res nisem pričakoval, da bom moral razdvajati pretep tarantul, ampak na srečo je z vsemi vse v redu. Samo dam jih v posodo in gremo naprej. In ostala nam je le še ena polica za raziskovanje. Notri je bilo več škorpionov, vključno s temi, ki so bili precej manjši, a prav tako agresivni. Našli pa smo tudi še nekaj tarantul, vključno z največjo med vsemi. Sveta pomagalka, poglejte, kako velika je ta stvar. Mehiška rdečenoga. Zato sploh še nisem slišal. Wow, poglejte njegove barve. Fantje, veste, da sovražim pajke, ampak ta je dejansko kar kul. Au, o moj bog, nehaj. Ne, me obmetava z dlačicami. V redu, pozabite, ni kul. Skupaj nam je uspelo rešiti 14 norih žuželk, ki so mi skoraj povzročile srčni napad. Na srečo pa so bile v naslednji ogradi precej manj strašljive živali. In govorim o aksolotlih. Kot lahko vidite, je tam znak, ki pravi, da jih prodajajo za $50. In poleg tega je ogromen akvarij, poln različnih vrst aksolotlov. Zato bom vzel mrežo in bomo videli, koliko jih lahko rešimo. Ampak hitro, preden to naredimo, sem opazil, da imajo tukaj kup izdelkov. Imajo majice, imajo kape, to je res kul. Počakaj malo, je to nov merch Bass Fishing Productions? To bo na bassfishingproductions.shop na voljo šele 1. junija. Kako so to dobili? Dobesedno si pravkar to postavil tja. Ne, nisem, prav priznam, sem. Ampak hotel sem vam samo povedati, da imamo nov merch, nove dizajne, nov material. In ja, res sem navdušen. Imamo majice z aksolotli. Imamo puloverje s kapuco. Imamo čisto nove kape in še kup drugih res kul stvari. Če želite podpreti kanal, pojdite na bassfishingproductions.shop. Začenjamo 1. junija, tako da se vidimo tam. Za zdaj pojdimo rešiti nekaj aksolotlov. Prvič sem zajel in nenadoma ugotovil, koliko jih je tukaj notri. O moj bog, fantje, že v prvem zajemu smo ujeli 3. O moj bog, tako so prikupni. Poglejte njihove majhne nogice. Pravzaprav imajo tam tabelo, ki prikazuje, kakšni aksolotli so lahko tukaj notri. Prepričan sem, da sta ta dva samo divji tip, kar je najpogostejše. Ampak ta tip tukaj, prepričan sem, da je GMP. In to so tisti, ki svetijo v temi. In dejansko lahko povem, ker ima zelene oči. To je noro. Dal sem jih v vedro in zajel še enkrat. In takoj sem ujel nekaj drugega. Dobili smo še enega, ampak ta je albino. Wow. In ta je veliko večji, fantje. To je tako kul. Vendar pa opažam velik problem. Veliko teh aksolotlov izgleda, kot da so jim odgrizli noge. Na srečo jim noge ponovno zrastejo, ampak to je verjetno zato, ker jih že dolgo nihče ni nahranil in so začeli jesti drug drugega. To pa ni dobro. Res je žalostno, ampak vsaj mi smo tukaj, da jim pomagamo. Dajmo tega fanta prestaviti v vedro k ostalim in poskusimo ujeti še kakšnega. Potem sem našel aksolotle na vsakem koraku, vključno z navadnimi in še več albini. Potem pa sem ujel enega najredkejših aksolotlov sploh. Ne morem verjeti, fantje. Mislim, da smo pravkar ujeli zlatega aksolotla. Poglejte njegove barve, to je res kul. Do zdaj smo jih našli le nekaj, ampak ta je zagotovo največji. Čeprav je ta res kul, pa še vedno vidim kup drugih aksolotlov tukaj notri. In očitno nimajo več veliko časa, zato se moramo pohiteti. Počasi,
A zanesljivo sem lovil vedno več aksolotlov in celo uspel prepoznati še nekaj drugih vrst na tabeli. Ta je popolnoma bel, vendar nima rdečih oči kot albino. Namesto tega ima črne oči, zato mislim, da je levkistični aksolotl. Ne vem. Iskreno, obstaja preveč vrst aksolotlov. Kakorkoli, ta je res kul in pravkar smo ga rešili. Na tej točki je bil v akvariju le še en aksolotl, zato sem ga ujel in ga dodal v vedro k ostalim. Zdaj pa je bil čas, da nadaljujem z raziskovanjem trgovine za male živali. Zdaj ne vem, če ste že opazili, ampak na steni je ogromen napis, na katerem piše dvoživke. Torej, to je namig, kaj bomo našli naslednje. O, v tem že nekaj vidim. To je neka vrsta žabe, ampak je albino. Mislim, da je to volovska žaba, ampak mislim, da še nikoli nisem videl albino primerka. Nisem niti vedel, da te obstajajo, tako da mora biti to res zelo redko. Človek, res je suh. Mislim, kdo ve, kdaj je nazadnje jedel. Pravzaprav je čudež, da je še živ. Vseeno mislim, da bi ga morali dati v posodo, ker lahko tam notri vidim še več takih. Ko sem preiskal preostali del ograjenega prostora, sem uspel najti še 2 albino volovski žabi, kar pomeni, da smo skupaj rešili 3. In ko so bile v posodi, sem šel naprej do naslednjega akvarija, da vidim, kaj vse lahko najdem tam. O, počakajte, mislim, da sem nekaj našel. Fantje, to je majhna mladička žabe Pipa. Če niste vedeli, te žabe izgledajo kot pravi vesoljci. In najbolj nora stvar pri njih je, da ko imajo mladiče, ti dejansko prilezajo ven iz njihovih hrbtov. Ja, je kar ogabno, ampak to je res super odkritje. In iskreno, sploh ne vem, če je živ. Ne premika se. Halo? O, zdaj se premika. O, moj bog. Nadaljeval sem z raziskovanjem trgovine za hišne ljubljenčke, ko sem nenadoma naletel na eno izmed najbolj norih živali do zdaj. O, imamo še eno žival. Kaj za vraga je to, ljudje? Au! O, moj bog, pravkar me je zbodla. Karkoli že je to, je res ostro. Evo, zdaj pa... Au! O, moj bog, ljudje, to tako zelo boli. Počakajte malo. Je to jež? Ljudje, poglejte njegov obraz tamle. Prepričan sem, da je to jež. Oprostite, ljudje, zajčki so bili res prikupni, ampak mislim, da je ta tip še bolj prikupen. To je verjetno najbolj nora stvar, ki smo jo do zdaj našli, ampak imamo še nekaj drugih ograd za pregledati in živali bodo postajale še bolj nore. Torej, dajmo tega tipa spraviti v škatlo in gremo naprej. Poglejte to, ljudje. Imamo ogromno kopensko želvo. O, res mi je žal zanj, ljudje. Je v tako majhni posodi, skoraj brez hrane ali vode. Človek pa je težak. To je verjetno največja kopenska želva, ki smo jo našli na kanalu, ampak nisem 100% prepričan, katera vrsta je. Če veste, napišite spodaj v komentarje. Z eno že rešeno kopensko želvo sem odprl naslednjo posodo in uspelo mi je najti še več. V redu, tole bom odložil, ker je tukaj še ena posoda in notri je kup mladičev. Tukaj imamo enega. Kako si, mali prijatelj? In potem imamo tukaj še drugega. Poglej, kako majhen je ta. Ti fantje so zagotovo drugačna vrsta kot prva. Ta tukaj je rdečenoga kopenska želva, ta mali pa je sulcata želva. Čeprav je ta fant zdaj res majhen, lahko dejansko doseže več kot 90 kg in živi do 80 let. To je res noro, če pomisliš na to. Ampak čeprav je bilo to zelo kul, smo morali nadaljevati. Ostala je le še ena ograda za raziskati in v njej bodo največje in najbolj strašljive živali do zdaj. Res sem zelo živčen, fantje. Odkar sem prej videl vse te nalepke, ne dotikaj se, sem se bal tega trenutka. Ampak veste kaj? Dajmo to samo opraviti. Odprimo to in poglejmo, kaj je notri. Ker sem skoraj prepričan, da so tukaj kače, sem si nadel rokavice in počasi odprl prvo kletko. O moj bog. Ja, moja teorija je bila pravilna. To je ogromna kača. In sploh ne izgleda srečna. Ne mara me. O bog, njegov obraz je čisto tukaj. Mislim, da ga bom poskusil prijeti, fantje. Upam, da so te rokavice dovolj močne, da ustavijo ugriz. V redu, imam ga. O moj bog, močanje. Daj no, prijatelj, samo poskušamo te rešiti. Ta stvar je res ogromna. Kar ne neha se premikati. Pazi, Helen, pazi. O bog, fantje, to ni v redu. Ne maram kač. In ta tip je res ogromen. Vsaj me še ni poskusil ugrizniti. To je dobro. O, Helen, mislim, da te morda poskuša ugrizniti. V redu. Ne, nehaj. Tega nisem potreboval. Počakajte malo, fantje. To ni navadna kača. Če pogledaš od blizu, dobesedno sveti v mavričnih barvah. Še nikoli nisem videl česa takega. V redu, prijatelj. Zdaj si mi že preblizu obraza. V redu, veš kaj? Mislim, da bi ga morali spraviti v posodo, preden me ugrizne, ampak to je noro. To je pošastna kača. Ena kača manj. Mislim, da imamo še 3 pred sabo. In po videzu sodeč so tile precej večji. O ja, ne. V redu, končali smo. Ta kača je dobesedno dolga 3 metre.
In zakaj mu je ime Feng? To ne more biti dobro. Ampak veste kaj, fantje? Moramo ga rešiti. Ne moremo ga pustiti za sabo. Upam, da me ne bo ugriznil. Ta kača je bila ogromna in izjemno težka. Tako da ga ne bo lahko ujeti. V redu, morda se motim, ampak zdi se, da me hoče ugrizniti. O moj bog! O moj bog! Končal sem! Končal sem! Končal si! Končal si! Bobby, nehaj biti takšen otrok. Moraš ga rešiti. V redu, Fang, prihajam. Veš kaj, sploh se te več ne bojim. V redu, gleda stran. Zdaj je moj čas. Zdaj imam priložnost. Ne gleda. Imam ga. Gremo, Fang. Greš z mano. Rešujemo te. Imam ga. O ne, tako me je strah. V redu. Prav, Fang. Sva v redu, kaj ne? Sva v redu. Mislim, da ve, da sem ga pravkar rešil. Fantje, ta kača je res ogromna. Mora biti dolga kakšnih 6 čevljev. Ko držim te velike kače, morda ne izgledajo tako velike. To je zato, ker sem visok 6 čevljev in 2 palca. In fantje, ta kača je dolga ravno toliko kot jaz. V redu, prihaja proti mojemu obrazu. Dajmo ga spraviti v hladilno skrinjo. Spravi svojo rit noter. Fantje, mislim, da tega ne morem več početi. Imamo pa še 2 ogradi pred sabo in moramo nadaljevati. Previdno sem odprl naslednjo ogrado in takoj opazil največjo kačo do zdaj. Madonca. V redu, imamo še eno ogromno kačo. Ne morem točno povedati, kako velika je, ker je zvita v kotu, ampak zagotovo ni majhna. Po nekaj minutah borbe s kačo mi jo je uspelo spraviti ven in bila je veliko večja, kot sem mislil. O moj bog, uspelo mi je, fantje. Ta stvar je res ogromna. Je precej večja kot tista druga, fantje. O, pazi, Helen, gleda naravnost vate. Vsaj ne poskuša me ugrizniti, ampak tako kot druge kače se mi močno ovija okoli roke in izgubljam nadzor nad njo. Mislim, da ne razumete, kako velika je ta kača, ker je zdaj vsa zvita okoli moje roke. Mislim, da bi jo morali položiti na tla. Jaz se bom ulegel poleg nje in videli boste, kako velika v resnici je. Potem nam je ostalo le še eno bivališče za raziskati. Iskreno mislil sem, da bomo našli kakšno 6-metrsko anakondo, ampak na srečo je bila ta kača precej manjša. O moj bog, fantje, še nikoli nisem videl take kače. Njegov rep in glava sta videti enaka. Resnično ne morem ugotoviti, kje ima glavo. O moj bog, poglejte ga. Zdaj se je pravkar zvil v majhno kroglo. Resnično je videti kot Apollo pup. Fantje, to je noro. Trenutno se razgledujem po trgovini za hišne ljubljenčke in raziskali smo prav vsako ogrado, ter verjetno rešili več kot 100 živali. Ampak zdaj je pravo vprašanje, katere živali naj obdržim kot svoje hišne ljubljenčke in katere naj podarim. Ker oprostite, ampak ne morem skrbeti za vse te živali. Zato mi sporočite svoje mnenje v komentarjih spodaj. In če vas zanima posvojitev katere od teh živali, me spremljajte na Instagramu in mi pošljite sporočilo. Kakorkoli že, hvala, ker ste si ogledali video. Pustite všeček in se vidimo v naslednjem. Lep pozdrav!